Rad bi vam predstavil stališče poslanske skupine do poziva oziroma prošnje predsednice vlade za to, da bi se udeležili predstavitve proračuna Republike Slovenije. Zdaj, pravzaprav preden smo se mi v poslanski skupini, velika poslanska skupina, uspeli sestati in dogovoriti, kako bomo ravnali, je prišlo to vabilo kot definitivno vabilo za sestanek. In moram reči, da je to povzročilo kar določene težave v poslanski skupini. Namreč, če želi nekdo pogovor s poslanci opozicije, potem bi bilo za pričakovati, da bi najprej uskladil termin za sestanek in se tudi za to ne rezerviral primeren prostor. To, kar je sklicala predsednica vlade v eni manjši dvorani Državnega zbora, ne zadostuje niti za to, da bi se tam normalno posedli poslanci Slovenske demokratske stranke, kaj šele vsa opozicija. In moram reči, da je bil problem v naši poslanski skupini predvsem tudi v tem, da ocenjujemo, da bi bil tak sestanek smiselen predhodno, v času, ko se je proračun pripravljal, ko se je proračun oblikoval, nikakor pa ni smiselna predstavitev proračuna, potem, ko ga je vlada že sprejela. S tem je vladni postopek končan, sledi parlamentarni postopek in ko bo vlada proračun vložila v 10 dnevih, tako ali tako mora opraviti predstavitev v Državnem zboru, tako predsednica vlade kot tudi finančni minister. Gre torej za, po našem mnenju, neproduktiven dogodek, to se pravi dogodek, ki je namenjen samo zato, da se pač vzbudi neka aktivnost, nek PR dogodek, ki bi pač ga pomagala predsednici vlade, vendar od tega pravzaprav nihče nima ničesar, samo bomo tam sedeli in poslušali neke stvari. Kar zadeva sam proračun. Moram reči, da ima ta proračun pravzaprav planiran primanjkljaj nekoliko nižji od 3%, vendar pa v tem proračunu ostajajo odhodki povsem enaki kot v tekočem proračunu. To se pravi, raven odhodkov je povsem enaka, kar pomeni, da vlada za prihodnje leto ni predvidela nobenih racionalizacij, nobenega čiščenja nepotrebnih stroškov. Vse tisto, kar je potrebovala za to, da bi izkazala nek primanjkljaj, je storila tako, da je prihodkovno stran proračuna napihnila z nekimi postavkami, ki pravzaprav ne stojijo. Temu načrtu vlade oziroma temu predlogu vlade ne potrjujejo pravzaprav nobene makroekonomske napovedi, kajti po teh makroekonomskih kriterijih bo prihodnje leto ponovno načrtovan padec gospodarske rasti za 2,4 do 2,6%, taka je napoved Umarja. Prav tako je predviden padec potrošnje za 4,1%, kar tudi gre v nasprotje s tem, ko je vlada predvidevala dvig prihodka iz naslova DDV-ja. Namreč, če se potrošnja zniža, ne moremo pričakovati, da bomo od povečanega DDV-ja dobili večje prihodke na tej postavki. Prav tako je problem, da je vlada že v tem mesecu pred nekaj dnevi posegla z spremembo zakona o dohodnini v sistem vseh olajšav, to se pravi, da se znižujejo vse dohodninske olajšave, zato ker se ne usklajujejo z inflacijo od minimalne plače navzgor. Se pravi, to pomeni, da bodo tudi prihodki prebivalstva, ki bodo na razpolago za potrošnjo ali za varčevanje manjši, samo zaradi spremembe tega
Povečala se bo tudi nezaposlenost, to je po vseh teh podatkih, ki jih UMAR izdal predvidljivo in tako naprej. Skratka, velika večina postavk je takih, ki imajo negativne kazalce. Vlada pa na teh postavkah planira pozitivne prihodke, pozitivne učinke. Rad bi opozoril, da so v tem proračunu nekatere postavke napisane, pa vlada ni predložila še niti ustrezne zakonske podlage. Eden tak je davek na nepremičnine. Kot sami zdaj spremljate, imamo tudi probleme v zdravstveni blagajni, tudi tam zadeve niso pokrite in gre za hudo nasprotje pravzaprav vlade in ene izmed koalicijskih strank, posredno tudi grožnje z odstopom in tako naprej. Prav tako v tem proračunu ni nikjer predviden učinek stres testov, ki šele prihajajo. Skratka, na prihodkovni strani je ta proračun nerealen, nedefiniran in zagotovo te postavke, ki so predvidene v takem obsegu, ne bodo tudi realizirane. Jaz bi rad ob tem opozoril, da je tehnologija priprave proračuna in sploh ravnanja delovanja te vlade zelo podobna Pahorjevi vladi. Tudi tam je bilo veliko leporečja, veliko olepševanja, veliko obljub, veliko netočnih in zavajajočih izjav, sem pa tja tudi kakšna lažna. Ni bilo nobenih racionalizacij v javnem sektorju in ukrepov na odhodkovni strani in s takim pristopom ta vlada in tudi Pahorjeva je to storila, se zavaja domačo in tujo javnost. Ena stvar pa je pri tej vladi slabša, kot je bila pri prejšnji vladi, kar zadeva to proračunsko načrtovanje. In sicer ta, da je Pahorjeva vlada izkazala proračunski primanjkljaj. Ta vlada pa proračunski primanjkljaj z napihovanjem prihodkov prikriva. In to je velik problem, ki bo padel na slovensko javnost šele potem, ko se bodo začeli ti napihnjeni proračuni realizirati. Kajti stroškovne postavke, ker ni nobenih realizacij, nobenih varčevanj se bodo realizirale, prihodkovne postavke pa se ne bodo realizirale, ker zato ne bo niti makroekonomskih pogojev, zato ne bo tudi drugih pogojev, kajti, kot veste, gospodarska rast usiha, to se pravi, gospodarstvo je v težavah. Gospodarstvo je tisto, ki pravzaprav je ključno za polnjenje proračuna, kajti vse stvari so vezane na BDP in zdaj, če je rast gospodarstva dobra, potem se te stvari, načrtovana potrošnja, lažje realizira, če pa gospodarska rast ni dobra, če je celo negativna, pa že dosedanja bremena postajajo še čedalje večji problem, brez da ustvarjamo dodatno oziroma nova bremena. Prav tako bi rad opozoril še, zdaj to priložnost, tudi na nekatere včerajšnje netočne izjave predsednice vlade. Predsednica vlade je včeraj dejala, da je bil dvig DDV-ja edini davek, ki ga je ta vlada dvignila. Ta trditev ne drži. Kajti najbrž veste, da se je že letos dvignil davek na srečke in povezani so bili tudi protesti s tem, loterije in tisti, ki dobivajo koristi od loterije, da se je spremenila novela zakona o sodnih taksah, kjer so se bistveno dvignile takse za nekatere zadeve, tudi načrtujejo se še nove, da je vlada zaustavila zniževanja davkov od dobičkov podjetij in namesto, da bi šli z 1% točko navzdol in bi bila davčna stopnja nižja, je vlada to z zakonom, s to spremembo, ki smo sprejeli, zdaj zaustavila. Prav tako je bila sprejeta novela zakona o dohodnini, to sem že prej omenil, kjer je odpravljeno avtomatično inflacijsko usklajevanje olajšav, kar pomeni neposreden poseg v vse plače pod minimalnim naporom. In to pomeni za vsakega državljana
dodatno davčno breme. Podražile so se vinjete, napovedujejo se spremembe pri zdravstveni košarici, to se pravi, najbrž bo zdravstvena košarica manjša, so dočrtale nekatere pravice iz te zdravstvene košarice, kar pravzaprav pomeni na drug način, dvig prispevne stopnje. Dvigneš prispevno stopnjo ali znižaš pravice iz zdravstvene košarice, pravzaprav identičen ukrep, samo enkrat ga rešuje s povečano obremenitvijo, drugič pa z manj pravicami. In tako naprej. Skratka, gre za pravzaprav velike spremembe. Tu bi rad opozoril še na konceptualne razlike, se pravi med vladami Janeza Janše in vladami leve provenience, recimo, če vzamemo samo vlado Boruta Pahorja in pa vlado Alenke Bratušek. Zdaj, pri teh vladah, ko oblikujejo proračune, gre vse nekam na lahko, nekam vse enostavno. Vse funkcionira na neki fikciji, vse imamo občutek, da poteka na neki veliki nogi. In vse, kar se pri oblikovanju teh proračunov, teh vlad dogaja, je to, da se povečujejo davčne obremenitve, drugi del tega pa se rešuje s prerasporejanji iz ene kategorije odhodkov, recimo iz investicij na socialo, ali pa to pokriva z prekomernim zadolževanjem. Jaz ne rečem, da zadolževanja ne bi bilo, če bi bila kakšna druga vlada. Bi bilo. Ampak če nepotrebnih stroškov iz proračuna ne črtaš, potem prihaja do prekomernega zadolževanja. V vladi Janeza Janše pa so se čistili ti nepotrebni odhodki, so se zmanjševale tudi nekatere druge nepotrebne stvari in tako naprej. Skratka, večji poudarek je bil na ustvarjalnosti, na splošnih olajšavah, tako da lahko vsak to koristi, in manj na nekih ciljanih razpisih, ko se zelo naprej selekcionira, kdo bo lahko kakšno državno pomoč ali pa kakšen projekt dobil odobren. Mislimo, da je bolje, da preko davčne politike, ki je na razpolago in benefite tega lahko koristi vsak, osebno ali poslovno, da je to boljši ukrep, kot da to rešujemo samo z nekimi interventnimi zadevami za neke ciljne skupine. Zdaj, to povečevanje davkov ima zagotovo velike negativne posledice. Zdaj, če ne verjamete nam, poslancem opozicije, vam dam lahko za primer izjavo Egona Zakrajška, ko je dejal, da prekomerno zviševanje davkov tudi prekomerno povečuje sivo ekonomijo. To je pač neposredna povezava in mislim, da bo dobro, da bi vlade v največji možni meri tudi upoštevale izkušnje iz drugih ekonomij, ki so vse te modele, vzorce velikokrat ponovile. In dobro je, ker imamo v teh drugih ekonomijah, tudi na pomembnih mestih, ljudi, ki so naše provenience. Zdaj, ena trditev, ki tudi ne drži, po mojem mnenju, je to, da gospa Bratušek pravi, da so razmere v državi stabilizirane. Zdaj, če predsednica vlade s to izjavo misli na odsotnost naročenih protestov, potem to na nek način drži. Vendar, če pa predsednica vlade misli na gospodarsko rast, ki je negativna, ki pada, če misli pri tem na kvaliteto in stabilnost poslovnega okolja in na to opozarja gospodarstvo, ali če vidimo, kakšen je odziv bil danes tako gospodarstvenikov kot sindikatov na srečanju ekonomsko-socialnega sveta, pa zadeve v državi niso stabilizirane. Daleč od tega. Socialnega dialoga ni, gre za enostranske ukrepe vlade in glede na to, kako se je vlada lotila priprave teh aktov v teh kriznih razmerah, lahko rečem, da tudi neke politične stabilnosti ni. Ne more biti. Zdaj,
če bi vlada ubrala v teh razmerah nek pristop, kot je bil recimo maja meseca, ko smo pošiljali podatke oziroma ukrepe za Evropsko komisijo, takrat je bil sestanek organiziran tako, da je bila opozicija povabljena k predstavitvi ukrepov pred sprejemom ukrepov na vladi. Čeprav je vlada potem spremenila čez noč temeljno konceptno rešitev, je sprejela DDV namesto kriznega davka, ampak je to storila in takrat smo se mi tega udeležili. Zdaj, ko pa po vseh končanih postopkih, zaključenih vladnih procedurah, vabito, pa vidimo, da je ta proces povsem nepotreben. In zaradi tega se tudi tega sestanka ne bomo udeležili.